Za moškim pevskim zborom Triglav Lese Bled je že več kot 15 let uspešnega ustvarjanja. Štefan Prskalo, predsednik društva, je v pogovoru za Bled TV strnil vtise z nedavnega gostovanja na Gran Canariji, kamor so jih povabili člani glasbene skupine Atakajta. Gospod Prskalo, lepo pozdravljeni. Nedavno ste gostovali z vašim zborom, moškim pevskim zborom Triglav Lese Bled, na enem od španskih otokov. Lahko kaj več poveste o tem gostovanju? Ja, dober dan. Seveda, rad povem. Namreč to gostovanje je bilo za nas nekaj posebnega. Gostovali smo že drugod po svetu, vendar to gostovanje je nastalo kot posledica gostovanj moškega pevskega zbora oziroma boljše rečeno skupine Atakajte iz otoka Gran Canaria. Namreč oni so bili 4-krat v Sloveniji in vedno na Bledu. In to sodelovanje z gospo Vero Mejak, ki je organizatorica in že več kot 20 let živi v Las Palomasu, na jugu Gran Canarije, ona je bila kot njihov menadžer. In tukaj, na tej koncu, na Bledu, sem bil pa pač nekako v to upleten sam, no in to je pa kar trajalo. In po lanskem letu, lanski sezoni, ko so gostovali pri nas na Bledu, smo se dogovorili, smo bili povabljeni, da ne jih obiščemo. No, na tem gostovanju ste priredili 4 koncerte. V katerih mestih vse ste gostovali in kakšen je bil odziv na vaša nastopanja? Koncert v glavnem mestu Las Palmas de Gran Canaria so izvedli pred nabito polno dvorano društva Orden del Cachorro Canario, ki skrbi za ohranjanje kulturne dediščine Kanarskih otokov. Na vseh nastopih so spremljevalci zbora uspešno predstavljali Bled, publiko pa je povsod nagovoril direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik. Smo šli v Las Palmas in zvečer peli pred polnim auditorijem enega prav tako društva, ki skrbi še posebej za ohranjanje tradicije prvotnih prebivalcev oziroma avtohtonih prebivalcev. Namreč treba je vedeti, da je ta otok danes izrazito turistična meka in ves upravni kader ali pa kader, ki skrbi, je iz tujine, ali Španije, ali pa od drugod, glede kot so investitorji. Tako da smo bili prav veseli, da so nam oni to omogočili in smo v njihovem klubu to prepevali. Moram reči, da je bilo vzdušje enkratno. Njihova posebnost je tako kot staroselcev tam, da nosijo črne klobuke. No, ker smo pa mi nastopali v Narodni noši, smo pa kar skrb paštali in je bilo še tako imel več simpatije kot pa sicer, verjetno. Moram reči, da je bilo čudovito. Kaj pa naslednji koncerti? Ja, smo imeli kar pestro, drugi večer smo šli pa v eno manjši kraj, manjše mesto. Posebnost je, če lahko rečem, da ga vodijo ženske, od županje, podžupanje za kulturo, skratka, tam imajo ženske komande, ampak dobro komando. No in moram reči, da so nam izredno gostoljubno razkazali pred koncertom še mesto, tako da se je koncert še nekoliko kasneje začel. In tam smo peli v eni taki napol sakralni stavbi, v samem centru. In moram reči, akustika odlična, za nas skratka poskrbljeno in tam smo potem imeli ta drugi koncert. In tam sicer so bili spet drugi gostje, druge vrste poslušalcev, vendar so nas zelo toplo sprejeli. No in tam so bili skoraj vsi člani tega ansambla Atakajte,
navzoči, tako da je bil res tak pristen večer. Prijazen sprejem so pevci in predstavniki Bleda doživeli tudi v mestu Telde, najstarejši in prvi prestolnici Gran Canarije, kjer so jim gostitelji pred koncertom prijazno razkazali mesto. Pevci so svoje gostovanje nadaljevali v kraju Maspalomas, mednarodnem urbanističnem podvigu in največji turistični destinaciji na Kanarskih otokih. Ta koncert je bil pa pravzaprav v cerkvi, Centro Ecumenico se imenuje. Namreč zakaj? Zato, ker v tej cerkvi so maše za vse vrste katolikov, pravoslavni, pa ne vem, kdo še vse ne. In ta cerkev je bila res nekaj posebnega, nahaja se pa na plaži d'Ingles, kot se reče, tam pa živijo bolj bogati ljudje v vilah in tako naprej, zato je bila tudi publika bistveno drugačna. Pa ravno tako navdušena. Moram reči, tam zanimivost lahko povem, da so imeli 2 klavirja na vsaki strani cerkve, pri oltarju plus krasna orgla in pa zanimivo je verjetno tudi to, tam to nune upravljajo. Moram pa reči, da smo bili prijetno presenečeni, nas je obiskalo že pred koncertom kar nekaj slovenskih parov in so z Kranja in ti ljudje tam preživljajo zimo po 3-5 mesecev in so bili zelo veseli, da smo se srečali in smo potem še po koncertu malo pokramljali, pokomentirali cel dogodek. Moram pa reči, da so nas zelo lepo sprejeli in videli smo veliko solznih oči, čeprav eni so razumeli, govorim za te naše sorojake, marsikdo pa ne. In veseli smo bili, da nam je to tudi po oceni naše zborovodkinje, da nam je pa tam res uspelo, tako kot smo želeli. Ta program, ki ste ga izvajali, je bil kakšen nov program ali to vaš običajen? Ne. Ta program smo prav posebej sestavljali. S tem, da smo izbirali take tekste, ki nekaj povedo. In naša sreča je bila, da smo imeli s sabo gospo Vanjo Fibrovo, sicer profesorico angleškega jezika oziroma španskega jezika, in ona je to lepo vpletla v to zgodbo tega koncerta, tako da so tudi poslušalci približno vedeli, zakaj gledajo, kaj pojemo, in moram reči, da so rekli, ne nazadnje, so nam dali vedeti, da so, tudi če ne bi bilo prevedeno, glede, da smo peli s čustvi, razpoloženja, da je to bilo tisto ta pravo, tako da smo bili kar zelo zadovoljni na koncu. Zdaj vaš zbor vodi zborovodkinja Mateja Praprotnik, ki je tudi zapela z vami. Ja. Njo imamo zdaj 2 leti bo. Moram reči, da sem osebno zelo vesel, da smo jo pridobili. Smo jo celo poletje sem jo čakal, da je pristala, vendar to je bilo bogato poplačano. Ona je diplomantka Akademije za glasbo v Ljubljani in odlična solopevka. Tako da ona se dejansko razdaja za nas in
pravi, da za vsakega posebej ve, koliko lahko da in da še nismo dosegli tistega, kar bi ona želela. Še niste. Tako da smo pa še zadnji večer, smo pa še na povabilo direktorja hotela, ki ima svojih 800 in več postelj, smo pa peli še v hotelu, tam je bila pa publika popolnoma od, bi rekel, Nemcev, Avstrijcev, Ircev, Angležev, skratka, cel svet. In ste spet navdušeni. Smo, moram reči, da je bilo prav prijeten. Pevce moškega pevskega zbora Triglav Lesce Bled boste letos lahko slišali na krajevnem prazniku v Begunjah, junija na posebnem koncertu na Svetem Petru, na letnem koncertu pa bodo prepevali v cerkvi Svetega Martina na Bledu. Kako pomembno pa se vam zdi to ohranjanje te kulturne dediščine, tega izročila? To je zelo pomembno. Mi imamo že v statutu zapisano in to večkrat poudarjam, da prav, bi rekel, poskušamo po najboljših močeh se srečevati s to našo kulturno dediščino z tega glasbenega področja, ker imamo tega ogromno. Tako da moram reči, da se tega zvesto držimo, da vedno, bi rekel, v našem programu so vedno skladbe iz bogate kulturne dediščine, potem umetne slovenske, pa tudi sodobne, ne nazadnje se pa lotevamo tudi tujih skladb, sploh takole, če gremo na gostovanja, da lahko primerno tudi njim nazaj odpojemo, ker smo doživeli, da so oni kakšno pesem slovensko marsikje zapeli, da smo samo gledali, ne smo rekli, da bi bolj zabojo, kot mi. Ja. Tako da na to zelo gledamo in moram reči, da smo tudi pristaši te glasbe in škoda bi bilo, če bi ta glasba utonila v pozabo. Glede na vso situacijo, kako je s kulturo, pa nas moram to povedati, da bi po mojem mnenju tudi že v šoli mora, pa že doma malo več te. To je tudi skladba, ker to vsak razume. Tukaj ni meja, ker to pride iz srca, in poje o veselih, žalostnih stvareh, žal slovenske dostikrat, tudi nekoliko bolj otožnih pesmi, vendar to je vse odraz ene naše zgodovine. Tako da so pa vse izredno lepe. Najlepša hvala za pogovor, pa želim vam še veliko uspešnega dela tudi v prihodnje. Hvala tudi vam, v vaši televiziji, da nam je to omogočila. Hvala lepa.